Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, dobrodošli v oddaji Aktualno. Kaj se dogaja v Makedoniji? Politična kriza v tej državi traja že leta. Afere in spopadi med vladajočo stranko in socialisti hromijo državo. Na vidiku ni nove vlade, reforme so zaustavljene. Mednarodna politika pa se močno trudi, da bi v Makedoniji počilo. Poglejmo prispevek. Makedonija je že skoraj 3 leta ujeta v politično krizo, sam proces pa se je začel skoraj pred 7 leti. Če povzamemo, pred leti je izbruhnila afera, saj so v javnost prišli zasebni pogovori vodilnih v vladajoči stranki VMRO-DPMNE. Socialisti so trdili, da vsebina pogovorov dokazuje nedemokratičnost in koruptivnost vladajočih struktur. Kmalu zatem pa je vladajoča opcija šla v protiofenzivo in socialiste obtožila nezakonitega vdiranja v zasebne komunikacije. V srcu te afere sta bila nekdanji vodja obveščevalcev Zoran Varuševski in vodja socialdemokratske stranke Zoran Zaev. Makedonija je bila vse naprej od te afere ujeta v stalno politično nestabilnem položaju. Medtem ko VMRO-DPMNE poziva ljudi k združitvi za makedonski narod, pa socialisti s podporo tujega kapitala bijejo bitko proti oblasti. SDSM in 2 albanski nacionalni stranki naj bi imeli načrt za veliko Albanijo oziroma za Soroševo Makedonijo. George Soros je eden glavnih arhitektov makedonske krize. Njegov kapital poganja in financira socialiste in albanski stranki. Prav tako na vladajočo stranko pritiska Evropska unija, ki želi na oblast spraviti socialiste in njihove albanske zaveznike. Največji problem za Soroša in za njegove plačance v Evropskem parlamentu je obramba pred migranti, ki jo makedonska vlada zagotavlja na svoji južni meji. Vsem je jasno, če pade Makedonija, v tem trenutku pade Evropa. Poti za migrante so odprte, če drugje ne pa preko Slovenije, ki je popolnoma nepripravljena na ponovni migrantski tok. V decembru lanskega leta so v Makedoniji potekale predčasne volitve, z njimi so skušali rešiti politično situacijo, a se jim to ni posrečilo. Vladajoča stranka Grojevskega je dobila 51 sedežev, opozicijski socialisti pa so dobili 49 sedežev. Albanski stranki pa sta seveda bolj naklonjeni socialistom. Kljub vsemu se vlada še do danes ni konstituirala, saj VMRO-DPMNE kot zmagovalka volitev ne želi spustiti oblasti iz rok. Skrbi jih, da bodo socialisti v povezavi z Albanci uničili Makedonijo, če pride do predaje oblasti. V podporo Grojevskemu in politiki ene Makedonije za Makedonce že tedne potekajo veliki protesti. Na največjem, na katerem se je zbralo čez 50 000 ljudi, so protestniki zahtevali pro-makedonsko politiko in izrekli jasni ne albanizaciji Makedonije. Skupaj je v preteklih tednih protestiralo že več kot 200 000 ljudi. Jasno je, da si Soroševi lobiji želijo padec oblasti, ki ne podpira islamizacije Evrope, ni pa povsem jasno, zakaj Evropska unija tako forsira levičarsko oblast. Na drugi strani pa so voditelji višegrajske skupine, predvsem pa madžarski premier Viktor Orban dejali, da so rešitev še ene predčasne volitve, na katerih bi se določila jasna večina, ki bi presekala s politično krizo. Makedonija si pod trenutno oblastjo želi v Evropsko unijo in v NATO. Želijo se priključiti veliki evropski družini. Ne smemo pozabiti, da trenutno v vsej Evropi delajo ogromno uslugo, saj budno varujejo svojo južno mejo in preprečujejo migrantom pot naprej proti srednji Evropi. Tudi Slovenci lažje dihamo zaradi Makedoncev, zaradi Grojevskega in njegove VMRO-DPMNE. A če se izpolnijo sanje Georgea Soroša, lahko Slovenci pozabimo, da bo našo mejo branila Makedonija. Končna odločitev politične krize v Makedoniji je izrednega pomena in dobro bi bilo, da zmagajo proevropske sile. Dobro za Evropo in še bolje za Slovenijo. V studiu pa pozdravljam političnega analitika in poznavalca razmer v Makedoniji, Sebastjana Jeretiča. Pozdravljeni. Lepo pozdravljeni. Na kratko za začetek. Kdaj so se začele napetosti med socialisti in desno oblastjo? Kaj je bil razlog? No, te napetosti seveda trajajo že celotno tranzicijo in razlog je zelo enostaven. Gre za boj za oblast. V teh državah sicer so tudi ideološke, programske razlike, ampak ključ je vedno boj za oblast. Moramo vedeti, da poteka tukaj neka civilizacijska meja in da ne moremo gledati recimo slovenskimi očmi na dogajanje v teh državah. Obstajajo namreč zelo globoke razlike med državami, ki so bile včasih del Avstro-Ogrske in tistimi, ki so bile del Turškega imperija, in te globoke razlike
so seveda pustile močne posledice tako za politično kulturo, kot tudi za to, kaj ljudje sploh pričakujejo od politike. Ne. Zato so dosti bolj vajeni močnih, avtoritarnih voditeljev, dosti manj jih moti tako korupcija kot privilegiji oblasti. Ključno je samo, da vodstvo zagotavlja nek običajen standard življenja. To so kraji, ki so sicer vajeni revščine in nimajo pretiranih pričakovanj. Skratka, ta razhajanja temeljijo predvsem na boju za oblast. Kaj pa tole, ko smo videli v prispevku, recimo te afere, ki so v zadnjih 7-6 letih, je v teh medsebojnih obtoževanjih o vohunjenju in o prisluškovanju, sploh kdaj je prišlo do epiloga? Glede na to, da sta Zaev in šef obveščevalcev še vedno na prostosti, ni niti jasno, kako se je zadeva razpletla. Zagotovo so v ta dogajanja zadnja leta zelo močno posegle obveščevalne mreže in predvsem ameriške mreže, vezane na gospoda Sorosa in vezane na, dajmo reči, kroge blizu Hillary Clinton. Zaev in socialdemokrati so pričakovali zmago Hillary Clinton in v tem primeru izjemno močno podporo Amerike za njihovo programsko platformo v tem kraju. Gospod Zaev je že bil v zaporu, pa ga je pomilostil njegov takratni predsednik Crvenkovski. Skratka, in ena in druga stran imajo seveda svojo temno plat in, kot sem rekel, ljudje ne zamerijo same korupcije, vse dokler imajo nek običajen standard življenja. In to dokazuje tudi dejstvo, da je navkljub močni psihološki vojni zadnja 3 leta na lanskih volitvah zmagal gospod Gruevski. Če pogledamo čisto v številkah, rekordni rezultat VMRO DPMNE je bil recimo 480.000 volivcev v najmočnejših časih. V lanskem letu, navkljub vsem napadom, pritiskom, navkljub temu, da naj bi socialdemokrati kupili približno 15.000 romskih glasov, ki so sicer v koaliciji z gospodom Gruevskim, je recimo dobil 455.000 glasov, kar pomeni, da če odštejemo te romske glasove, je razlika približno 10.000 glasov tistega najmočnejšega rekorda. Skratka, osnovni rezultat in podpora makedonskega prebivalstva gospodu Gruevskemu je ostala skoraj nespremenjena. Tisto, kar je bilo presenetljivo, je bil dosti visok rezultat gospoda Zaeva, pri čemer so določeni indici in v obveščevalnih mrežah se govori, da je poleg tistih romskih glasov socialdemokracija kupila tudi približno 60-70.000 albanskih glasov, kar je bilo veliko presenečenje, kajti predtem Albanci niso glasovali za makedonske stranke in moment, ki ga določeni analitiki vidijo, je predvsem v tem, da je v tisti neki dogovorni, prehodni vladi socialnim demokratom pripadlo notranje ministrstvo, da so s pomočjo starih struktur nekdanje UDBE seveda izkoristili to pozicijo in se povezali predvsem z določenimi kriminalnimi omrežji, ki so jim zagotovila tisto razliko. No, ampak navkljub vsem tem pritiskom, kupovanju in drugem je gospod Gruevski le zmagal in imel celo že dogovorjeno večino s tradicionalnimi partnerji albanskimi za stranko DUI, s katero je vladal že v preteklosti. Jaz sem bil januarja v Skopju ravno tisti dan, ko je gospod Gruevski že sestavil vlado. Torej ob 7-8 zvečer je imel dogovor z gospodom Ahmetijem, z liderjem DUI-ja. Na to je prišel telefonski klic iz Tirane strani predsednika vlade Albanije, ki mu je prepovedal vstop v to vlado. In to je tudi temeljni razlog, da predsednik Ivanov recimo ne podeli mandata gospodu Zaevu navkljub pritiskom Evropske unije. No, ravno smo govorili o kupovanju glasov, pa socialisti naj bi imeli veliko podporo Georgea Sorosa in njegovih plačancev v Evropskem parlamentu. Kaj lahko kupi njegov kapital, kako lahko prispeva k nestabilnosti, pa mogoče pod vprašanje, ki je zelo zanimivo iz tega, kar ste sedaj povedali. Kako je mogoče, da v neki državi, suvereni državi, stranka, ki ima direktno linijo, se pravi do neke druge države, sploh obstaja, da ni prepovedana? Ta stranka, DUI, je bila sicer dokaj konstruktivna in recimo mnogi očitajo stranki VMRO DPMNE, da je nacionalistična.
Jaz bi prej rekel, da je to patriotska stranka, ker če bi bila res sovražno nacionalistična, nikakor ne bi oblikovala koalicije z albansko stranko in tudi ne bi vzpostavila tako moč albanske narodnosti v vseh državnih organih, kot jo je. Še več, VMRO, DPMNE nastopa na volitvah ponovadi skupaj z številnimi romskimi strankami. Tako da je tukaj situacija precej drugačna od tega, kar se prikazuje v določenih režimskih medijih in kar se prikazuje v Evropi. Gospod Soros je imel izjemno močno vlogo v dogajanju v Makedoniji. Tukaj so zelo jasno pokazali podatki njegove finančne podpore tako nevladnim organizacijam kot političnim organizacijam. Celo ameriška ambasada je neposredno financirala tiste organizacije, ki so rušile vlado in oblast gospoda Grujevskega, in tukaj se je Amerika zelo močno vpletla v notranje dogajanje. Kar se pa tiče vašega drugega vprašanja, kako je možno recimo, da sosednja država vpliva na notranje razmere, dajmo pogledati eno primerjavo. Dajmo pomisliti, kaj bi se zgodilo, če bi se v Sloveniji ponovil recimo volilni rezultat iz leta 1996. Takrat je pomladni trojček dobil 45 poslancev, leva koalicija 43 plus 2 predstavnika manjšine. Dajmo pomisliti za moment, kaj bi se zgodilo, če bi takrat obstajala neka volja za večinsko vlado in bi predsednik vlade, bodisi Italije ali Madžarske, poklical svojega predstavnika, oziroma predstavnika italijanske ali madžarske narodnosti in mu prepovedal, da bi šel v neko koalicijo. To bi bil seveda škandal mednarodnih razsežnosti in ravno to se je zgodilo v Makedoniji letos in to je tudi razlog, da predsednik države, gospod Ivanov, ne želi podeliti mandata Zaevu, čeprav ima ta nekako podpise večine poslancev in bi lahko oblikoval večino. Vztraja namreč na stališču, da ne more dovoliti, da bi se sosednja država mešala v oblikovanje vlade ene suverene države. In tukaj dejansko ne razumem pritisk Evropske unije, ki zahteva od Ivanova, ga celo obsoja, da krši ustavo, ker ne želi podeliti mandata. Tu je pa pomemben naslednji moment. Makedonska ustava je tukaj dokaj, dajmo reči, luknjičasta. Torej nima tako natančno določenih procedur, kot jih ima recimo slovenska. In eden od najpomembnejših momentov tukaj je ta, da edino predsednik države lahko podeli mandat za oblikovanje vlade. Torej Makedonci nimajo tiste opcije, kot jo imamo recimo v Sloveniji, če spodleti mandatarju, ki je dobil mandat strani predsednika države, lahko parlament sam v zadnji instanci oblikuje vlado. In zato je zelo veliko vprašanje, kaj se bo dogajalo ob konstituiranju makedonskega parlamenta, ker so neke napovedi, da se bo želela oblikovati večina v nasprotju z ustavo, dobila bo seveda podporo Evropske unije in bomo imeli zelo zapleteno situacijo. No, ravno, če naveževa, zakaj si levica recimo želi, zakaj Evropa tako forsira ta Sorosov kapital, ta padec recimo makedonske vlade, gre tukaj samo zaradi migrantov ali so v igri še kakšni drugi cilji, razen oblasti? Torej, agenda gospoda Sorosa in velikih finančnih krogov je dokaj jasna in to je nestabilnost balkanske regije. Nestabilnost vedno prinaša možnost za velik biznis, še posebej v neki sivi coni. Bili so celo neki indici, da je bila želja že lansko leto, da se nekako sproži določene konflikte v regiji. Lansko leto je sicer mogoče malo paradoksalno, ravno gospod Vučić, torej predsednik srbske vlade, ki velja za velikega nacionalista in nekdanjega pribočnika gospoda Miloševića, nekajkrat zaustavil te konflikte. Po incidentu v Srebrenici, po nekem ping-pongu z Milanovićem, ki je šel takrat v neko zelo radikalno nacionalistično pozicijo. Po določenih incidentih, recimo tudi kar se tiče begunskega vala, je dejansko gospod Vučić zaustavil nekajkrat eskalacijo konfliktov. Kakšen je tu interes Evropske unije, mi dejansko ni razumljivo. Jasno je, da si levi krogi v Evropski uniji nikoli ne želijo desnih vlad, da torej stranka evropskih socialistov skrbi za pomoč svojim partnerskim strankam.
v neki regiji, izgovarjanje, da gre tukaj za boj proti korupciji, je seveda popolnoma nebulozno. Korupcija je v teh državah nek običajen pojav, gre bolj za mogoče stopnjo korupcije ali pa, kot sem rekel, za vprašanje, koliko je dejanskih rezultatov nekega vladanja. Kot sem omenil, tudi gospod Zajev ni čist, kar se tega tiče, tudi sam je sedel v zaporu. Na YouTubeu si lahko ogledate posnetek, v katerem prodaja neko občinsko parcelo kot župan in kupcu jasno pove 1 evro občini, 1 evro meni in skratka, boj proti korupciji nikakor ne more biti izgovor Evropske unije v tem primeru in prej verjamem, da gre za interese teh finančnih krogov, ki jih zastopa gospod Soros, ki si želijo nestabilnosti, ker jim nestabilnost prinaša neko obdobje poslovnih priložnosti, ki jih znajo seveda zelo dobro izkoristiti. Pa bi lahko rekli, če rahlo razširiva temo, recimo govorila smo o albanskih strankah v Makedoniji, se pravi, to je, recimo bi temu rekel, nacionalna stranka, ne gre za nek program, za neko idejo, gre za nacionalnost. In recimo pred meseci smo dobili recimo socialno stranko Srbov Slovenije. Ne? Zdaj seveda ne bi rad vlekel kakšnih nemogočih primerjav, pa vendarle, kako bi pri nas gledali na to, da recimo manjkajo, ne vem, 5-6 glasov, ne, v neki koaliciji in pokliče Aleksandar Vučić in reče, vi pa s tem ne smete v koalicijo. Mislim, se to bi tudi mednarodna skupnost tega ne bi trpela, pri Makedoniji pa ja, tukaj pa v redu. Tako kot sem rekel, enako velja, če bi italijanski ali madžarski premier poklical predstavnika te manjšine. Same manjšinske stranke so seveda nekaj običajnega, sploh v tej regiji, ki je etnično zelo raznolika, ampak ključ je ravno to, kar ste izpostavili, da te stranke delujejo avtonomno, da skrbijo za pravice svojih manjšin v teh državah, ne pa da se v to vmešavajo sosednje države. Enake stranke seveda obstajajo tudi v Črni Gori, obstajajo v Srbiji, ampak je tam situacija precej različna. Recimo v Črni Gori manjšinske stranke, tako hrvaška, albanska kot bošnjaška, sodelujejo v vladni večini, so izjemno konstruktivne in so seveda precej naredile tudi za svoje etnične pripadnike. V Makedoniji je situacija precej različna tudi zaradi matematike. Mi sicer ne vemo, ali je dejansko albanske manjšine v Makedoniji zgolj 1/3, tega pa ne vemo zato, ker že od leta 1991 ni bilo popisa prebivalstva, ravno zato, ker se albanska narodnost protivi nekako temu popisu. Kot sem omenil, stranka VMRO DPMNE, ki velja za nacionalistično, je bila v koaliciji z albansko stranko DUI, ogromno naredila za albansko populacijo, praktično ni enega birokratskega državnega urada, v katerem ne bi sedel vsaj en predstavnik albanske narodnosti. To, kar se zdaj spreminja, je pa dosti večja ambicija, bolj Albanije celo kot teh albanskih strank, in sicer ambicija, da postanejo Albanci celo konstitutivni narod makedonske države. To je torej temeljita sprememba v primerjavi s tem, kaj so dosegli v koaliciji z gospodom Grujevskim. In ravno zato so Makedonci tudi šli na ulice, ker imenujejo ta načrt gospoda Zajeva in albanskih strank tiranska platforma, torej temeljita radikalna sprememba same konstitucije makedonske države. Treba je nekaj vedeti, ne? Makedonija stoji na torej enem zelo lepem kosu Balkana, lepa narava, ampak hkrati je tudi zelo nesrečen kos, ki je geostrateško izjemno pomemben. Makedonci nimajo nobenih prijateljev v soseščini, prej sovrage na vseh straneh. Vemo, da jih je recimo Grčija vsa ta leta blokirala pri evroatlantskih integracijah in tudi tu je velik del krivde za današnje stanje v Makedoniji, da se torej Bruselj ni potrudil premagati to blokado, tako kot je recimo dvakrat malo ostro nastopil proti Sloveniji in smo hitro pristali na arbitražni sporazum in spustili Hrvaško v Evropsko unijo. V primeru Makedonije ni bilo takega pritiska na Grčijo, da neha z oviranjem vstopa v evroatlantske integracije, in tudi ta, dajmo reči, umik nekih evropskih perspektiv v Makedoniji je povzročil, da se je Makedonija mogoče še bolj zaprla. Na drugi strani
imamo Albanijo z velikimi interesi, imamo Bolgarijo, ki vsekakor pravi, da so Makedonci bolj neko mogoče bolgarsko pleme, in imamo Srbijo z svojim nastopom, ki je mogoče še celo najbolj tolerantna in najbolj prijateljska v tem trenutku do Makedonije. Skratka, Makedonija se nahaja na enem zelo nesrečnem kosu Balkana. Aktualnost zadnjih let je pa tej nesreči dodala še migrantski val. Kot je bilo izpostavljeno v prispevku, Makedonija je tu odigrala eno izjemno odgovorno in pomembno vlogo za Evropsko unijo, in ta nestabilnost lahko to vlogo temeljito spremeni, če bo prišlo do nekega novega vala, ki se napoveduje ob morebitnih trenjih med Turčijo in Evropsko unijo. Ravno to, kar ste povedali, če povzamem, ker sem že tudi mislil napeljati, recimo Makedonija je zgodovinsko zelo, zelo zaželeno območje. Tam že od 1912 naprej, sever so se vedno želeli Srbi, vzhod Bolgari, jug Grki, ti še danes ne priznavajo Makedonije v celoti. Makedonija je več kot očitno obkrožena z državami, tako kot ste že povedali, ki si že stoletje želijo te makedonske pogače. Mednarodna skupnost pa je bila vedno bolj naklonjena ali Grčiji ali Bolgariji in tako naprej. Kakšen je status Makedonije v mednarodni politiki, ali imajo sploh kje kakšnega prijatelja? Sploh zdaj, ko vidimo, kaj dela Evropska unija. Ko sem se pogovarjal z določenimi predstavniki trenutne oblasti v Makedoniji, ne vidijo prijateljev. Torej, tudi niso jih mogli najti v vseh teh letih, verjetno tudi zato, ker niso finančno tako močni, da bi si lahko kupili tako prijateljstvo, kot ga je recimo Albanija dosegla v sodelovanju z Ameriko. Mi vemo, da so ameriški interesi na Balkanu zelo močni, in prvi val ameriškega vpliva na Balkan se je zgodil ravno v dogovoru z Albanijo, ki imajo za to izjemno podporo Amerike, kar se je videlo tako v primeru Kosova, kot tudi sedaj v primeru Makedonije. Makedonci nekako računajo sicer, da se bo spremenila ameriška politika, ko bo gospod Trump prevzel dejansko zunanjo politiko, ampak jaz mislim, da v tem trenutku niso niti na prvih 1000 točkah Trumpove agende, in da še vedno ameriško delovanje ali pa vsaj paraameriško delovanje bolj kontrolirajo finančni krogi blizu Rothschilda v sodelovanju z gospodom Sorosom in stare neke diplomatske in obveščevalne mreže. In zaradi tega Makedonija tudi v Bruslju ne najde nekih ustreznih sogovornikov, nekih sponzorjev, ki bi jim recimo pomagali, tako kot je, ne vem, Nemčija pomagala Hrvaški ali kaj podobnega. In kot sem rekel, velik del krivde za situacijo v regiji nosi Evropska unija, zato ker je nekako zmanjšala evropsko perspektivo te regije, potem ko sta vstopili Romunija in Bolgarija, in ko se je nekako zaustavilo ali pa zmanjšalo tempo približevanja drugih držav. Edina država, ki je še nekako na tej poti in gre naprej, je recimo Črna Gora, ki je naredila veliko pirueto in se umaknila od Rusije in približala Ameriki z vstopom, z željo po vstopu v NATO, in čaka zadnji moment, čaka na glasovanje v ameriškem kongresu in torej ameriškem senatu in na to v nizozemskem parlamentu, in Črna Gora je tukaj v nekako drugačni poziciji. Črna Gora je torej sklenila to partnerstvo z Ameriko, in to je tudi zelo pomagalo. Recimo lansko leto, ko so pa črnogorske volitve bile v popolnoma drugačni luči. Tam je pa Rusija bila izjemno zainteresirana za rušenje Mila Đukanovića, predvsem zato, da bi zaustavila pot Črne Gore v NATO. Rusija je vložila milijone v kampanjo opozicije, ki sicer ni uspelo, torej ohranila se je prejšnja večina v sodelovanju gospoda Đukanovića in zdaj nove stranke socialnih demokratov Ivana Brajovića skupaj z manjšinskimi strankami, in je tudi zato Črna Gora dosti bolj stabilna, čeprav ima tudi Črna Gora recimo makedonsko manjšino in zelo močno bošnjaško manjšino na severu. Skratka, problem Makedonije v današnjih mednarodnih odnosih je, da nima niti enega samega velikega sponzorja, partnerja, ki bi pri tem pomagal, in da si lahko določeni finančni krogi enostavno kupijo mogoče celo niti ne uradno pomoč
Amerike in Evropske unije, ampak dovolj je določeno mrežo ljudi, ki se prikazujejo kot, dajmo reči, enotni nosilci ameriške in evropske politike. Jaz ne vem, če je celotna Evropska unija pripravljena podpreti gospoda Zajeva v tej tiranski platformi, torej v temeljiti spremembi same konstitucije makedonske države. Ne verjamem, da je celotna Evropska unija tako zainteresirana za imenovanje gospoda Zajeva za premijeja pod pretvezo, da gre za boj proti korupciji, zlorabi oblasti, še posebej glede na njegovo zgodovino, ampak dovolj je, da se nihče drugi recimo ne upre delovanju tistih, ki nosijo neke funkcije Evropske unije ali ameriške ambasade v tem primeru. Govorila sva že o Evropski uniji. Kakšne cilje ima Evropa v Makedoniji? Zakaj je Gruevski persona non grata? Rekli ste, da se je Evropa umaknila iz teh območij, da se sploh ne obnaša več. Zakaj se Evropa ne obnaša kot neka velesila? Ima največji trg, ima 500 milijonov prebivalcev, ima neko demokratično telo, ki naj bi odločalo v koristi prebivalcev, obnaša se pa še vedno niha med Rusijo, Ameriko, med temi klasičnimi velesilami. Prvo vprašanje. Drugo podvprašanje pa, ki sva ga tudi načela, pa se mi zdi zanimivo za pokomentirati. Trump ima že od samega začetka problem z nekimi utečenimi mrežami, do katerih ne more dostopati. Se pravi, neko platformo, ki obstaja z njim ali brez njega in ki deluje po svoje. In tudi ravno to, Makedonija je najbrž zadnja trenutno na spisku stvari, ki jih on mora urediti. No, pa najprej mogoče Evropska unija, se smo že veliko povedala, pa vendarle, zakaj se obnaša tako servilno? Najprej Evropska unija ima probleme sama s sabo in se bo zato zelo težko obnašala kot velik igralec na mednarodnem parketu. Kot ste izpostavili, Evropska unija je zelo servilna do ameriških interesov, predvsem v vzpostavitvi neke nove hladne vojne z Rusijo, v kateri trpi predvsem Evropa, Amerika ne trpi v tej hladni vojni. In vse te neke ozadenske interese zna seveda hitro prikazati pod pretvezo nekega boja za širjenje demokracije, za nek boj proti korupciji, ki je pa pravim običajen pojav ne samo v tej regiji, ampak v končni fazi tudi v Bruslju. To smo večkrat videli, da tudi Bruselj ni imun na korupcijo. Skratka, Evropska unija nima več jasne platforme za svojo širitev, nima več jasne agende, zato ker je ugotovila, da je enostavno skušala združiti preveč nezdružljivega in spraviti pod skupni imenovalec. Evropska unija deluje dejansko kot neko širjenje iz poslovnega epicentra, ki je situiran v Nemčiji, skuša neko filozofijo, torej nek način življenja enega dela Evrope enostavno razširiti tudi tam, kjer enostavno ne gre. Kot sem izpostavil, že samo če pogledamo našo okolico, pregloboke so razlike med deželami, ki so bile nekoč del Avstro-Ogrske in tistimi, ki so bile del Turškega imperija, in te razlike obstajajo po celotni Evropi. Že Italije in Nemčije recimo ne moremo primerjati in dati na skupni imenovalec, kaj šele ene Bolgarije in drugih držav. Evropa ima torej preveč težav sama s sabo in dokler jih ne bo razrešila, ne bo mogla biti resen igralec niti na svojem obrobju, kaj šele na mednarodnem parketu, in to seveda omogoča posameznim krogom, posameznim interesnim skupinam, da pod pretvezo, pod zastavo Evropske unije odigrajo nekako svojo igro. Gospod Trump pa je enostavno ugotovil, da predsednik Amerike ni voditelj, absolutni voditelj, ampak da ima poleg sebe ne samo sodišča, ki so mu recimo blokirala določene zadeve, ima tudi senat, ima kongres. Skratka, je le eden od igralcev v zelo utečenem kolesju in bo težko deloval, kot lahko deluje recimo kot direktor nekega podjetja. Tu se bo moral še izkazati ali pa dejansko izpolniti svojo agendo na tak način, da ga sploh ne bo brigalo, ali spelje neko reformo ali ne, ampak bo enostavno ostal v vojni in z senatom in s kongresom in dejansko izpolnil svojo platformo, ki je boj proti
washingtonski mašineriji. Skratka, ne glede na to, ali bo konec mandata imel neke rezultate ali ne, bo mogoče zanj celo bolj pomembno na temu, da ustraja in da se ne podredi tej mašineriji. Pa se ne bom spuščal v posamezne programske zadeve, ker bom rekel, tukaj niti nisem na vseh točkah na njegovi liniji, ampak bolj na tej osnovni drži premika politike v neko drugačno paradigmo. In podobno se bo moralo zgoditi tudi v Evropi, ne samo v posameznih državah, ampak v sami organizaciji Evropske unije. Enostavno so zadnje desetletje prevladali tehnokratski, birokratski politiki. Mi imamo tudi v Evropi vse manj močnih voditeljev in čeprav bo mogoče zvenelo paradoksalno, tudi demokracija potrebuje močne voditelje, da ne pride do anarhije. To, kar imamo danes v Evropi, je bolj blizu neke anarhije, raztresenosti in predvsem prevlade nekega birokratskega aparata, ki se ne zmeni ne za ljudi, ne za politike, ki so jih ljudje izvolili. Dobro, pa se birokracija se tako ali tako vrti v krogu, v začaranem krogu, ki nikamor ne pelje. Pa če mogoče, ko ste ravno omenil močne voditelje, pa recimo pojdiva na drugo stran, na bolj vzhod Evrope, grejo na Višegrajsko skupino, kjer je, bom rekel, vso ti močni voditelji, kakorkoli ne pašejo v neko zrcalo, ki jim ga nastavlja Bruselj, pa vendarle Orban, madžarski premier, se je zavzel za ponovne volitve v Makedoniji. Se pravi, ta skupina pa ima določen interes v tem, da Makedonija ostane celovita, da se Gruevski ohrani na oblasti, ima neka višegrajska skupina dovolj velik vpliv v evropski skupnosti, da lahko zagotovi mimo Soroševega kapitala, recimo mimo, bom rekel, socialistične internacionale, zagotovi nove volitve v Makedoniji. Ali bo prej ta albanska tiranska platforma, da gresta obe manjšinski stranki v koalicijo s socialisti? Torej, vzhodna Evropa ima res močne voditelje in to je tudi ena točka trenj, če gledamo znotraj Evropske unije. Ti močni voditelji seveda ne ustrezajo Bruslju, ne ustrezajo tehnokratskim politikom, še najmanj jim pa ustreza, da imajo celo rezultate pri gospodarskem razvoju. Jaz mislim, da je poleg tega, da je gospodu Orbanu v interesu, dajmo reči čisto močna Makedonija z grujevskim načelom, gre prav tudi za ideološko razliko. Gospod Orban je namreč sam pred časom izpostavil, da je problem Evrope v šibkih voditeljih in da si torej on kot močan voditelj želi močne sogovornike v drugih državah. In če pogledamo, ne samo vzhodna Evropa, tudi Balkan ima močne voditelje. Torej, Grujevski je bil močan voditelj, enako velja za Vučića, za Dodika, za Đukanovića. Skratka, to so države, ki tudi potrebujejo močne voditelje, da jih držijo nekako v stabilnosti. Lahko pogledamo, kaj se recimo zgodilo v Sloveniji. Po odhodu gospoda Drnovška iz operativne politike je levica šla iz enega šibkega voditelja na drugega in imamo popolno anarhijo in neučinkovite in neuspešne vlade brez rezultatov. Po drugi strani ti močni voditelji na Balkanu, čeprav lahko zdaj primerjamo GDP in podobne zadeve, ne samo da držijo svoje države v stabilnosti, ampak dosegajo celo gospodarske rezultate, sicer v dosti večji revščini in dosti nižjem standardu življenja kot Slovenija, ampak tudi Makedonija. Poglejte, Makedonija je izjemno uspešna v privabljanju tujih investicij, izjemno uspešna je seveda tudi v razvoju turizma, pa se to seveda še ni prelilo nekako v višje plače, ampak je vsaj doseglo neko stabilnost. Če pogledamo makedonsko gospodarstvo danes, je zagotovo močnejše, kot je bilo ob odhodu iz Jugoslavije. In ravno tukaj me malo čudi, da ni večji interes drugih krogov svetovnega kapitala, svetovnega gospodarstva, da bi pomagali vladi gospoda Gruevskega, ker vodi izjemno liberalno politiko, torej ki bi moral biti mednarodni kapital nekako naklonjen, vodi izjemno ugodno davčno politiko za tuje investicije, pa kljub temu ni pridobil te podpore teh mednarodnih krogov.
Jaz dvomim, da bo dovolj podpora višegrajske skupine za to, da bi Bruselj premaknili v tem odnosu do Makedonije. Upam pa, da bo vsaj mogoče blokirala, dajmo reči, pritisk Evropske unije, ki bi izsilil celo neustavno rešitev v Makedoniji. Tudi jaz mislim, da je najboljša rešitev, da se volitve ponovijo. Priložnost je, da se sedaj združijo z lokalnimi, namreč konec aprila, začetek maja bi morali biti v Makedoniji redne lokalne volitve, pa niso bile razpisane ravno zaradi te trenutne politične krize in verjetno bi bilo res najbolje, da se ponovno preštejejo politične stranke in da se parlamentarne volitve ponovi, predvsem zaradi tega, kot sem rekel, ker so rezultati lanskih volitev jasni. Zmagal je gospod Gurujevski in zmagal je torej ne samo relativno večino, ampak tudi z partnerjem, ki je bil njegov partner v prejšnjem mandatu, torej za stranko DUI, s katero je imel že dogovorjeno vlado, dokler ni posegla sosednja država in dokler ni posegla Evropska unija in preprečila oblikovanje te vlade neke kontinuitete. Tako da tudi sam mislim, da bi bilo najbolje, da se volitve ponovijo in da se vidi, kako se bodo po ponovnih volitvah odločili prebivalci, ker rezultat niti slučajno ni jasen v eno ali drugo stran. Zelo pomembno bo namreč, kako se bo odločilo makedonsko volilno telo na eni strani, kako bo torej ta zdaj popolnoma jasno razkrit dogovor Zajeva z Albanijo, recimo vplival na makedonsko volilno telo in na drugi strani, ali bodo albanske partije dovolile, da se še enkrat tako velik delež albanskih glasov premakne socialnim demokratom ali jih bodo raje vrnile svojim albanskim strankam, ne? Se ravno to, ko sva govorila o Gruevskem, pa mogoče, če še mečkano pokomentirava recimo makedonske medije, konec koncev, ravno to, ko ste izpostavili. Mi smo enkrat prejeli dopis iz Makedonije in tudi poznamo ljudi, se pogovarjamo z njimi. Gruevski je dosegel neke premike. Tuji kapital, Makedonija je začela zanimati tuji kapital, ravno to, ko ste omenili, ne? Ugodno poslovno okolje do neke mere. Kljub temu, da ni šlo za neke ogromne premike, pa vendarle Gruevski je dosegal določene uspehe. Kako je mogoče, da po vsem tem, pa ste rekli, da mu ni tako škodovala ta afera, pa vendarle gre za 2 glasova razlike, skoraj 50-50. Kako to, da je tako majhna razlika med nekom, ki je sedel v opoziciji in je ravno tako koruptiven na zunaj, kot recimo vladajoča stranka, ki pa kljub aferam ima določene gospodarske uspehe? Tako, kot sem rekel, stranka VMRO DPMNE gospoda Gruevskega je praktično skoraj zadržala svoj rekordni rezultat. Malo so tudi zaspali, tudi na marketinškem področju, kar so nekako priznali, ampak oni so dejansko obrambno dosti dobro zadržali, temu reči, svoje volilno telo. Tisto, kar je bilo največje presenečenje, je bil dejansko izjemen delež albanskih glasov za socialne demokrate in tukaj določeni obveščevalni krogi pravijo, da je rezultat temeljil izključno na temu, da so v tisti prehodni, dogovorni vladi neke nacionalne enotnosti, ki naj bi pripeljala do volitev, socialni demokrati prevzeli ministrstvo za notranje zadeve z točno določeno osebo, ki je bila zadolžena, da po arhivih pobrska po določenih papirjih, doseže dogovor z določenimi kriminalnimi omrežji in to je 50-60 tisoč glasov, ki so prinesli ta rezultat, torej ta popolnoma nepričakovan rekordni rezultat gospodu Zajevu. Poleg tega je imel gospod Zajev izjemno močno in dobro volilno kampanjo. Psihološka vojna v državi je trajala 2 leti, 3 leta in po tem pritisku je torej uspel z polno mobilizacijo tega opozicijskega dela makedonskega volilnega telesa. Ta majhna razlika temelji predvsem na 2-3% višji volilni udeležbi, kot se je pričakovala. Torej, en del prihaja iz kupljenih albanskih glasov, iz kupljenih romskih glasov. Tista največja, dajmo reči, neznanka pa je
odkot so se vzeli 2 do 3 odstotki glasov, ki so se udeležili volitev. Nekaj moramo namreč vedeti. Ne? V teh državah bolj kot same ankete, ki so, dajmo reči, ali telefonske ali terenske, znajo predvideti rezultate skoraj do glasu natančno. Tam se ve za vsako družino, za vsako pleme, kako glasuje in je predvolilna matematika zelo, zelo predvidljiva. Enako je bilo recimo v Črni Gori, kjer je rezultat vedno znotraj 1% neznanke in temelji samo na tem, ali se vse za roko pripelje na volišče, ali je kdo ravno tisti vikend recimo v tujini ali kaj podobnega. In ta neznanka v Makedoniji temelji predvsem na predpostavki, da je ponovno s prevzemom Ministrstva za notranje zadeve se pregledalo vse volilne rezultate in konkretne volilne imenike iz prejšnjega mandata in z mikrotargetingom, dajmo reči, startalo na vse abstinente. In da se je dodatno pripeljalo tista 2 do 3 odstotka volilne udeležbe, ki so bili presenetljivi in da se je s tem dosegel nekako maksimum, ki ga je Zaev lahko dosegel. Zato pri ponovljenih volitvah večina analitikov pričakuje ne samo, da bo Gruevski ponovil zmago, ampak da jo bo ponovil tudi z dosti večjo razliko, kar bi potem mogoče bil že dovolj velik pritisk tudi na stranko DUI, torej tradicionalnega partnerja, oziroma njihov izgovor, da rečejo Tiraniji ne in da grejo kljub vsemu v nadaljevanje vlade, ki je ne naredila veliko samo za Makedonijo, ampak še posebej tudi za albansko etnično skupnost. No, govorila sva o tej hobotnici, Rothschild, Soros, Clintonovi, fundacije, Arabci, v glavnem vse to, kar že poznamo, ta temni, mračni del ameriškega vmešavanja v balkansko politiko oziroma politiko na Balkanu. Pa vendarle spregovoriva še besedo dve, vedno, kadar nastane v teh nekih tradicionalnih krogih, tradicionalnih mehkih trebuhih luknja, Rusija ni daleč. Ima Rusija kakršenkoli vpliv v Makedoniji oziroma ima sploh interes? To je pa zelo zanimivo, ko sem se pogovarjal z določenimi sogovorniki iz Skopja, pravijo, da je Rusija tam dokaj nevtralna, torej če že bi bila prej naklonjena seveda Gruevskemu kot gospodu Zaevu, predvsem zaradi naveze na Američane in Albance, ampak Rusija se ni močno vpletla v te volitve, zagotovo pa ne na tak način, kot se je recimo v Črni Gori. Tam je bila ta vpletenost res izjemno brutalna. Tako kot je recimo vpletenost Amerike preko Soroša v Makedoniji najbolj brutalna v celotni regiji. Torej tudi v drugih državah se je Amerika in so se ameriški krogi seveda mešali nekako v volitve, ampak nikjer na tako brutalen način kot ravno v Makedoniji. Kako bo na prihodnjih volitvah je še vprašanje, ali bo Rusija nekako posegla ali ne. Vedno bolj pa se v tej regiji opaža tudi vmešavanje Turčije. Konkretno je Makedonija zelo pomembna za turškega, torej za gospoda Erdogana, zato ker so izjemno močni finančni krogi v Turčiji, ki izvirajo iz Makedonije. In dajmo reči, četrta stranka na makedonskih volitvah, stranka Besa, je skrajno islamistična stranka, ki je v neposrednem odnosu z Turčijo. Videli smo lahko, da se je Turčija vpletala tudi v bolgarske volitve, ki so bile včeraj. Skratka, poleg Amerike in Rusije se zna v prihodnjih letih v balkanske volitve zelo močno vpletati tudi Turčija. Mogoče definitiven odgovor, vemo, Makedonija na južni meji ima ograjo, brani recimo svojo mejo pred tem velikim migrantskim nalivom, ki ga obeta Turčija, ki ga uporablja kot nek pogajalski karton. Pa vendarle govorila sva, z ene strani Amerika, preko Albanije, Rusija dokaj nevtralna, potem iz severa spet Evropska unija, z juga Turčija. Ta Makedonija je eno res zanimivo, majhna država, pa vendarle toliko interesov. Čemu? Jaz mislim, da predvsem zaradi geostrateške lokacije. Torej, eno je ta lokacija, drugo je pa dejanska majhnost same makedonske populacije in ta stisnjenost med dokaj agresivne narode.
Torej danes, če pogledamo na Slovenijo, sosednji narodi več ne pritiskajo, kot so mogoče nekoč v zgodovini, na Makedonijo pa zelo pritiskajo. Ena albanska poslanka je celo izjavila v parlamentu, da Makedonci sploh ne obstajajo, da je tudi Makedonija zemlja, ki je bila nekoč Ilirida, skratka, da gre za albansko območje. Grki seveda zanikajo sploh in ne dovolijo samega imena Makedonija in so izjemno agresivno nastrojeni. Bolgari zaenkrat še dokaj mehko čakajo, kaj se bo zgodilo z Makedonijo, in nekateri napovedujejo, da v momentu, ko bi Albanija in Grčija mogoče malo agresivneje pristopili k Makedoniji, bi tudi Bolgari se enako odzvali, in zato je še toliko večji podvig stranke VMRO DPMNE, da je uspela sploh vzpostaviti ta patriotski nacionalni duh v Makedoniji, ob tem, da ni agresiven, da torej ni sovražno nastrojen do drugih narodov, ampak da je obrambni. Tudi ime VMRO seveda izhaja iz makedonskega gibanja iz konca 19. stoletja, ki je seveda želelo ponovno oživiti samo makedonsko etnično skupnost, in tudi ta projekt tako imenovane antikvizacije Makedonije, ki vzpostavlja novo Skopje z velikimi spomeniki in z objekti v starem helenističnem slogu, je bilo zelo pomembno v tej izgradnji makedonske, dajmo reči, tudi samozavesti. Jaz sem se pogovarjal z nekaterimi predstavniki makedonske skupnosti v Sloveniji, ki so izjemno pozitivno naravnani do Gurujevskega, ravno iz tega naslova, da je ogromno naredil za makedonsko državo, torej ne samo na gospodarskem področju, ampak ravno pri vprašanju samozavesti. Ta projekt antikvizacije seveda mnogi smešijo, pravijo, da je to neumnost, ampak v končni fazi je igral izjemno pomembno vlogo pri izgradnji moderne makedonske identitete in samozavesti tudi med mladimi, ki seveda potrebujejo nekaj, kar jih bo sploh držalo v Makedoniji. Podobno kot v Sloveniji, iz katere bežijo izobraženi kadri, se namreč dogaja tudi Makedoniji. In kot sem rekel, Makedonija ni dvignila življenjskega standarda, ga je vsaj nekako ohranila s temi tujimi investicijami, in ko sem se pogovarjal z določenimi poznavalci makedonskega gospodarstva, pravijo ravno to, da ta prvi val, ki je pripeljal tuje investicije, ki je nekako dvignil turizem, je prvi korak do tega, da se bo torej ta gospodarska rast začela lahko prenašati tudi na višji življenjski standard, ne samo v Skopju, ampak tudi v drugih krajih Makedonije, kajti ravno turizem je recimo pomemben za ostale kraje, kmetijstvo seveda in predelovalna industrija, ki je zelo močna, in v tej kombinaciji z neko pametno politiko pritegovanja tujih investicij bi Makedonija ob politični stabilnosti in ob podpori Evropske unije, ki bi morala ponovno odpreti njihovo evropsko perspektivo, bi lahko bila zelo pomembna v prihodnjih 10 letih. Za zaključek, kaj je najboljši scenarij za Makedonijo v tem trenutku, da se razreši ta politična kriza, in za konec, da se vrnemo domov, kaj se zgodi z nami, če Makedonija pade? Torej najprej, če bi se želeli izogniti ustavni krizi, mislim, da je edina rešitev, da se volitve ponovijo. Vsaka druga rešitev, torej mimo ustave, ki bi dobila zeleno luč Evropske unije, bi predstavljala izjemno tveganje celo za vojno ali pa za neke resne spopade, kajti makedonske ulice so zadnje mesece polne tako patriotskih kot protipatriotskih sil, in mislim, da je daleč najboljša rešitev, da se volitve ponovijo. Za Slovenijo je seveda izjemno pomembno, da bi se Makedonija stabilizirala ob tveganju novega
migranskega vala je to izjemno pomembno. Kot sva izpostavila, Makedonija je tukaj odigrala zelo odgovorno vlogo za Evropo in je nekaj mogoče, kar se ni povedalo, tudi izjemno humanitarno vlogo. Torej, Makedonci so se zelo humanitarno vedli v tem reševanju migranskega vala, bili izjemno so sodelovali tako s Turčijo kot z Evropsko unijo pri reševanju teh problemov in tudi z Grčijo v končni fazi, navkljub vsem napetostim med tema dvema državama, in mislim, da je za Slovenijo pomembna stabilnost Makedonije in seveda celotne regije. Gospod Jeretič, najlepša hvala, da ste bili nocoj moj gost. Hvala vam. Hvala pa tudi vam, spoštovane gledalke in gledalci, za pozornost. Želim vam prijeten preostanek večera. Lahko noč.